Bolniki z multiplo sklerozo pogosto preberemo v katerih člankih, ko se zanimamo, kaj sploh multipla skleroza je, o nekih zagonih, da se pojavljajo zagoni. Kaj to sploh zagoni so pri multipli sklerozi in kako jih prepoznati? Zagoni so v bistvu nevrološki znaki, ki se pojavijo pri poslabšanju bolezni ponavadi, in to zdaj, če govorimo o najbolj pogosti recidivno-remitentni obliki multiple skleroze, ta značilno poteka v zagonih, torej v obdobjih poslabšanja, ki se potem v nekaj recimo tednih ali pa mesecih lahko te nevrološke težave pa popravljajo. No, in zagon je tisto, kar dejansko najprej bolnik čuti kot neke simptome, mi pa pri pregledu potem to najdemo z določenimi ali pa potrdimo z določenimi znaki. Zdaj pa je pri multipli sklerozi pa treba vedeti, da poteka ta bolezen z značilnimi znaki nevrološkimi, ali pa tudi lahko rečemo simptomi, to, kar bolniki čutite. In zato rečemo vsakemu takemu poslabšanju nevrološkega stanja v bistvu zagon. Da pa nekega malo bolj natančno opredelimo, ker je to vedno pač potrebno, je pa dobro vedeti, da je zagon nekaj, kar se zgodi recimo vseeno v nekaj dneh običajno, ne zdaj čez noč ali pa v eni uri, takoj hipno, ampak se razvije postopoma običajno v nekaj dneh in tipično je vseeno, da zagon mora trajati, se pravi težave morajo trajati vsaj en dan, se pravi vsaj 24 ur neprenehoma, da potem rečemo temu, to je na novo nastalo, to je nov zagon, se pravi značilnih za recimo multiplo sklerozo nevroloških težav.